Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Zdravljenje se je v vseh letih zelo spremenilo. Zdravljenje se je delno spremenilo, močno pa se je spremenilo vodenje astme. Pravilno voden otrok astmatik lahko doživi kvalitetno, bogato, tudi športno življenje, brez da bi astma vplivala na njegovo kvaliteto življenja, tudi v odrasli dobi. Kdaj govorimo, da je otrok astmatičen? To se lahko začne že zelo zgodaj, ko je otrok še majhen. Znaki podobni astmi, ki nastanejo v otrokovih pljučih, se dejansko lahko pojavijo zelo zgodaj. Gre za otekanje, če rečem preprosto, epitelija v pljučih, ki povzroči, da otrok težko izdahne, da otrok piska, da ima otrok suhi kašelj, ki je pravzaprav zelo podoben učinku astmatičnega vnetja v pljučih. In te znaki so pri malih otrocih zelo velikokrat posledica virusa, bakterije, nekega infekta. Lahko so pa tudi že prvi znaki astme, pri kateri gre ponavadi za alergično astmo. Ti otroci so lahko alergiki, zato vse te otroke tudi testiramo, da lahko ločimo, ali gre za astmo ali ne. Kdaj je otrok alergičen? Otrok lahko postane alergičen ali pa tudi odrasel človek kadarkoli v življenju na katerokoli snov, ki obstoja na zemlji, bom rekla, ker je dejansko tako. Otrok je lahko alergičen na mleko, ki je prešlo skozi dojenje z matere na otroka, to je lahko že dojenček, isto velja za jajca. Potem pa lahko te isti otrok postane naknadno alergičen še na pršice, na pelode trave, na kikiriki, zelo pogosta alergija, na zdravila, na vse umetna barvila, vse konzervanse, lahko na parfume. V bistvu, tako kot sem že omenila, na vse snovi, ki so prisotne v okolju, kjer ta otrok živi. Lahko pa se razvije tudi v kronično astmo. Lahko se razvije v kronično astmo. Zato te otroke spremljamo, v bistvu alergike, od dojenčka do dopolnjenega 19. leta v pediatričnih ambulantah. In kakšen je bil odziv tokrat na dnevu? Odziv je bil zelo dober. Sem pa zelo vesela, da je astma postala bolj prepoznavna, da in pacienti, in obiskovalci, in zaposleni bistveno bolje ločujejo sprožilce astme, bistveno bolje poznajo znake astme in predvsem znajo tudi bolj pravilno uporabljati zdravila za zdravljenje astme. To pomeni, da so bolj osveščeni, da vedo, kako ravnati v primeru, če otrok se začne dušiti. Mislim, da ja. Mislim, da je večina Gorenjcev dokaj dobro osveščena, da zna pravilno ukrepati, da tudi znajo ločati, kdaj k zdravniku z otrokom, ker tudi na samem oddelku pediatričnemu teh hudih primerov astme, ki so bili pogosti pred 20 leti, ni več.